Dober dan, lep pozdrav. Začenjamo z tiskovno konferenco ob uradnem obisku ministra za evropske in zunanje zadeve Francoske republike Jean-Yves Le Driana in njegovega sodelovanja na posvetu slovenske diplomacije. Imeli bomo dve uvodni izjavi ministra dr. Logarja in ministra Le Driana in potem bomo prišli na, kot običajno, vprašanja novinarjev. Minister dr. Logar, prosim. Jean-Yves, dobrodošel v Sloveniji. Vesel sem, da te lahko gostim tu na dnevih slovenske diplomacije. Pravkar smo skupaj z slovenskimi diplomati razpravljali o ključnih dilemah, ki so pred Evropsko unijo, kakor tudi o ključnih vprašanjih, ki so pomembna za pripravo uspešnega programa slovenskega in potem francoskega predsedovanja, ki sledi slovenskemu predsedovanju. Evropska unija in tudi države članice so pred ključnimi izzivi in zgolj partnerski odnos in nenehno sodelovanje med državami članicami je lahko zagotovilo, da se bomo z vsemi izpostavljenimi dilemami tudi uspešno soočili. Včeraj sva z ministrom opravila tudi zelo podroben skupni sestanek, kjer smo v bistvu obravnavali vse ključne teme med državami, od strateškega dialoga do izboljšanega sodelovanja na ravni zadev Evropske unije, do vprašanj večletnega finančnega okvira, usklajevanja med državami članicami in Evropskim parlamentom, kakor tudi vse zunanje politične teme, ki trenutno trkajo na vrata Evropske unije, torej dogajanje na Mediteranskem morju, vprašanje odnosov z Kitajsko, vprašanje odnosov s Turčijo in seveda tudi vprašanja bodoče institucionalne ureditve Evropske unije, predvsem v luči začetka konvencije o prihodnosti Evropske unije, ki se bo začela v času nemškega predsedovanja in preko portugalskega in slovenskega zaključila v času francoskega predsedovanja. Zdaj v obdobju teh 4 predsedstev, torej od Nemčije do Francije, preko Portugalske in Slovenije, je veliko odvisno, v katero smer bo krenila Evropska unija, zato imamo vsi precejšnjo odgovornost. Slovenija bo ta del odgovornosti opravila vestno. Ravno zato smo tudi močno pospešili diplomatsko srečevanje z visokimi tujimi predstavniki. Tako smo samo v 2 mesecih gostili nemškega zunanjega ministra, ameriškega zunanjega ministra in danes z veseljem francoskega zunanjega ministra. Z vsemi smo v bistvu izpostavili te ključne teme, ki so na dnevnem redu. In lahko rečem po včerajšnjem sestanku in po današnjem posvetu z slovensko diplomacijo, da bosta slovensko in francosko predsedstvo delovala usklajeno in se že veselim tega sodelovanja tudi v prihodnje. Naj v bistvu zaključim z besedami, da so oči Slovenije uprte v Francijo, posebej v teh dneh. Zdaj ne vem, Jean-Yves, če navijaš za 2 naša odlična biciklista, vem, da si velik ljubitelj kolesarstva, ampak verjamem, če naš šampion zmaga na Tour de France, da se z veseljem skupaj oglasimo na ciljni črti in skupaj nazdravimo temu uspehu. Kajti Slovenec zmaga na Tour de France, mislim, da bi bila zgodba v uspehu za obe strani. Hvala lepa, gospod minister. J'ai pas entendu la traduction de la fin. Oui, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Hvala lepa. Tudi sam resnično spremljam seveda Rogliča, ne smemo pozabiti tudi Pogačarja, nimate samo enega, imate 2 zelo močna kolesarja in tudi celo ekipo. Kaj lahko tu rečem?
res bi bil to pomemben trenutek in Anžetu sem že povedal, sam sem v kolesarstvu že zelo dolgo, odkar sem bil majhen, res dolgo. In vedno se udeležim, si ogledam Tour de France, najmanj eno etapo in tokrat bom na koncu ciljne etape. To sem že predvidel in zagotovo bom tam. Če bo to Roglič ali pa Pogačar ali kdorkoli drug, najbrž pa eden od teh dveh, te vsekakor vabim, Anže, da prideš na Elizejske poljane, lahko pa prideš tudi, če ne bo Slovenec zmagal. No, saj bomo videli. Vsekakor sem pa vesel, da sem danes tukaj s tabo. Dolgo sem si že želel priti v Ljubljano, ampak okoliščine so bile pač takšne, da mi to ni bilo omogočeno. Bil sem dogovorjen za sestanek že pred 2 letoma. No, ampak končno je to uspelo in ta zamuda ima tudi pozitivno plat, namreč ta obisk je resnično prihajal v trenutku, ko pripravljamo ko vi pripravljate in mi pripravljamo predsedovanje Svetu Evropske unije in gre za zelo pomemben trenutek. Zakaj pomemben? Evropa je na križišču. Pomemben je tudi zato, ker moramo izpeljati na podlagi nemškega, portugalskega predsedstva, tudi potem morate vi in mi izpeljati usmeritve, ki so bile sprejete na svetu konec julija letos. Dogovorili smo se o modalitetah za financiranje obnove, gospodarske obnove v Evropi in prvič nam to omogoča, da bomo skupaj najemali denar. Hkrati pa smo konec julija se dogovorili tudi o prihodnjem proračunu za naslednjih 7 let, o prednostnih nalogah, kar se tiče digitalnega, kar se tiče okolja. In zato je to zelo pomembno. In učinkovitost izvajanja teh stvari izhaja točno iz teh sklepov z konca julija. In mi bomo morali pa to izpeljati, vi in mi skupaj. Skratka, naše prednostne naloge bodo morale biti izpeljane, uresničene v teh 2x6 mesecih vašega in našega predsedovanja in upam, da bomo tu imeli skupna izhodišča. Upam, da bomo na ta način prišli do večje suverenosti, kar se tiče varnosti in digitalnega področja v Evropi, pa tudi gospodarstva. In verjamem, da so to naši skupni cilji in to je razlog več, da delamo skupaj tudi v pripravah na ta predsedovanja. In državni sekretar, ki je zadolžen za Evropsko unijo, bo zelo kmalu obiskal Slovenijo za to, da se dogovorimo o skupnem scenariju za naprej. Z Anžetom sva govorila tudi o drugih izzivih, mednarodnih izzivih. Seveda je tu kar nekaj kriz, ki motijo mednarodni red. Hkrati pa smo se pogovarjali o bilateralnih zadevah. Tu gre za pomembna, močna vprašanja, ki omogočajo resnično dobro, učinkovito sodelovanje in partnerstvo. Resnično sem navdušen nad zgodovino slovenskega angažmaja v Evropski uniji, ki se nadaljuje. Slovenija je na konici v Evropski uniji, kar se tiče evropske solidarnosti in zelo vesel sem, da sem danes tukaj na dan 150. obletnice Francoske republike. Tako je pač izpadlo, to je naključje, ampak to je res dober trenutek za sodelovanje, za partnerstvo in vesel sem, da sem tukaj na obisku. Najlepša hvala. Merci, monsieur le ministre. Vprašanja novinarjev začenjamo. Časa je dobrih 10 minut. Prosim, gospod Robida. Radio Slovenija. Govorili ste o evropski suverenosti.
Poudarili ste pomen evropske suverenosti kot nadaljevanje suverenosti držav članic. In vprašanje za vas, gospod minister. Ta teden ste se pogovarjali z različnimi predsedniki vlad z izhodne Evrope. Kar me zanima, je naslednje. Kaj menite o usmeritvi slovenske diplomacije in usmeritvi na vzhod Evropske unije in očitne prednosti sodelovanja na regionalni ravni? Namreč gre za države članice, ki pravijo, da države članice nimajo težav v svojih prestolnicah, ampak da so težave v Bruslju. Nisem razumel konca tega, kar ste vprašali. Kako je z usmeritvijo slovenske diplomacije, ki je vedno močnejša v smeri sodelovanja na regionalni ravni? Moi, ce qui m'a beaucoup importé lors de notre... Omenili ste sestanek, berlinski sestanek, prejšnji četrtek in prejšnji petek v Berlinu. Najmočnejši vtis je name naredila enotnost pogledov o vprašanjih o Belorusiji in o varnosti v vzhodnem Sredozemlju, pa tudi enotnost pogledov o drugih vprašanjih, kakor tudi na neuradnem srečanju v Gimnichu. Kot sem prej le povedal veleposlanikom, je moč Evropske unije v njeni enotnosti. Gotovo zaradi geografskih faktorjev, zaradi različnih zgodovin, zaradi posebnosti držav obstajajo razlike. In nikakor ni na meni, da bi se mešal v odnose, ki jih slovenska diplomacija vzpostavlja z drugimi državami. Tudi mi imamo poseben tip odnosov s Portugalci, s Španci, Italijani, Nemci v različnih skupinah, v različnih konfiguracijah. Imamo poseben tip odnosov z južnimi državami v sistemu konfiguracij, ki se imenuje Med7. Ker vsak vzpostavlja oblike, ki se mu zdijo najprimernejše za sodelovanje. A pod enim pogojem, pod pogojem, da ostanemo enotni, da afirmiramo svojo moč, moč kolektiva. Evropa se mora zavesti svoje moči, afirmirati, da se ne drži več nazaj, da gre za silo, ki je pod vplivom zunanjih faktorjev, da se na evropskem ozemlju bijajo interesi zunanjih držav. Ne, da Evropa uveljavlja svoje interese z močjo, ki jo daje enotnost in to napram vsem. In povezovanje posameznih držav, kadar prispeva k enotnosti Evrope, je vedno koristno. Prej imamo še čas za eno, dve vprašanje, prosim. Prosim. Bojan Kavčič, francoska tiskovna agencija, bom v slovenščini zastavil vprašanje. Dejansko omenili ste, da ste razpravljali o mednarodnih perečih vprašanjih. Zanima me, ali ste se pogovarjali tudi o situaciji z Rusijo, možnosti, da se uvedejo sankcije po teh indicih, da je gospod Navalni bil zastrupljen, in ali trenutek tudi za premisliti Severni tok, dejansko vzpostavitev Severnega toka 2. Hvala. Vprašanje za oba ministra, predpostavljam. Hvala. Mišel ministre. Les éléments qui sont parvenus à... Elementi, o katerih vemo, o
zastrupitvi gospoda Navalnja so nas privedli, da izrazimo svoje nezadovoljstvo napram temu, naš pogled, da gre za nekaj nesprejemljivega, da je politični kandidat zastrupljen. Zastrupljen s trupom iz kategorije strupov novičok, ki so smrtni strupi, torej gre za namen usmrtitve. To je nesprejemljivo in docela v nasprotju z osnovnimi vrednotami naše demokracije. Poleg tega je noviček že dolga leta prepovedan. Zaradi tega smo osupli napram temu dejanju. Čakamo na ruski odgovor, da se Rusija izjasni o teh dejstvih in to na transparenten način, tako da bo informacija na voljo vsem. Če tovrstnih pojasnil ne bo, se bomo morali Evropejci med sabo dogovoriti o tem, kako naprej. Pogovorili se bomo z nemško stranjo, ki trenutno predseduje Evropske unije in ki sedaj zdravi ruskega bolnika. Z ministrom nisva govorila, sva pa podrobno govorila o primeru Navalni. Kot veste, je Slovenija ostro obsodila napad na opozicijskega politika. Takoj, ko smo naših partnerjev dobili obvestilo, da je bila potrjena zastrupitev, smo na ministrstvu pravili podrobnejše pogovore z deležniki in se tudi takoj odzvali, približno istočasno, kot se je s svojim pismom odzval tudi francoski zunanji minister. V bistvu, če se slovenska diplomacija na takšen postopek oziroma takšno kaznivo dejanje ne bi odzvala, bi verjetno bila na mestu sklic kakšne izredne seje odbora za zunanjo politiko v tem primeru. Ampak kot sem dejal, smo se pravočasno odzvali in budno spremljamo hkrati tako kot 27-terica, čakamo sedaj dodatna pojasnila tistih, ki so na nek način izpostavljeni v tem primeru. Hvala lepa. S tem zaključujemo tiskovno konferenco. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.